Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, lepo pozdravljeni. Pred nami nova oddaja Novo mesto, športno mesto in gost v studiu, Matjaž Kuzma. Matjaž, dober večer. Dober večer. Strokovni sodelavec Novomeške agencije za šport. Matjaž, pomlad je prišla v to našo dolino Šentflorjansko. Kaj se dogaja? Še zmeraj v dvorani? Ste že prišli na prosto? En del je še. En del programov se še odvija v dvoranah, sicer pa tudi že na prostem. Kar se tiče rekreacijskih lig, že januarja je bila zaključena rekreacijska liga v odbojki. Minuli konec tedna smo pričeli s travno ligo, z nadaljevanjem travne lige v nogometu. Ta konec tedna bodo odigrane še zadnje tekme v sklopu rekreacijske lige v košarki. Končana je pa tudi že zimska liga v malem nogometu. Začela se je travna, končuje se zimska liga, nekako je to kar nadaljevanje, v bistvu nogometaši praktično nimajo nobenega počitka. Ja, res je. Namreč travna liga se je pričela z jesenskim delom, torej že v letu 2013 in sedaj se nadaljuje s tako imenovanim pomladanskim delom, ki bo trajal nekje do konca maja. Prav travna liga je ena tistih najbolj obiskanih po številu udeležencev najbrž, kar se tiče teh rekreacijskih lig. Koliko ekip sodeluje letos? Letos je vključenih 53 nogometnih ekip s preko 1000 registriranimi igralci. Gre res za eno bolj množičnih rekreacijskih lig. Se je v tem času preko zime, glede na to, da je bila bolj mila, pripravilo, izgradilo ali pa uredilo kakšno novo vaško nogometno igrišče? Imate kakšen podatek? No, moram priznati, da tega podatka nimam. Verjamem pa, da ekipe zelo lepo skrbijo za svoje igrišča, tako da se nam obeta zelo pestra liga. No, tudi delovske športne igre tečejo naprej? Ja, tako je. Začeli smo 15. februarja s 54. sezono delovskih športnih iger, ko smo izvedli tradicionalno v Kranjski Gori tekmo v veleslalomu. Udeležilo se je 123 smučark in smučarjev iz 18 različnih ekip oziroma podjetij. Žal, zaradi slabih vremenskih razmer smo morali odpovedati tekmo v smučarskih tekih. No, mogoče nam še uspe letos, mogoče decembra, če bo... Aha, je smisel, da zdaj v tem mestu Bog ne daj, ne? Ne. Tako da smo se kar preselili že v dvorane. Izvedli smo tekmovanje v badmintonu, na miznem tenisu, odbojki, pikadu in streljanju zračno puško. Do konca tako imenovanega prvega dela, pomladanskega dela, nas čakajo še tekmovanja v uličnih tekih, kegljanju in košarki 16. aprila. Pred vami pa še en velik projekt, ki se bo odvijal v mesecu aprilu in maju. Gre za 8. Rudolfove športne tedne. Ja, res je. Torej gre za projekt, ki smo ga nekako smo začeli z njim leta 2007 že. Letošnja je na vrsti 8. izvedba. Zaenkrat so se nam pridružili ženski košarkarski klub Krka Novo mesto, atletski klub, ženski odbojkarski klub TPV, ženski rokometni klub Krka, fit klub, triatlonski klub Novo mesto, šahovsko društvo. Tako da mislim, da bo kar pestro. Je pa, povejmo še enkrat, to namenjeno vsem, ki jih zanima, kaj se v teh športnih disciplinah dogaja. Ne bo to tekmovalnega značaja, najbrž, ampak bolj predstavitvenega. No, v bistvu gre za neko kombinacijo. Društva imajo pač možnost, da dodatno predstavijo svojo dejavnost. Nekateri zgolj kot predstavitev panoge, nekateri bodo organizirali turnir, tako da gre za tak zanimiv sklop nekih dogodkov. V maju torej 4 dogodki in v aprilu 5. Ja, 5. aprila bodo letošnje Rudolfove tedne otvorile članice ženskega košarkarskega kluba. Že naslednji dan vabimo vse na glavni trg, kjer bojo v organizaciji atletskega kluba Krka na sporedu že torej teki v sklopu 15. novomeškega teka, sledijo ostali dogodki še. Zaključili pa boste s triatlonom? Ja, letos so se nam pridružili člani triatlonskega kluba Novo mesto, ki imajo v načrtu izvesti eno tako atraktivno novost, to je družinski triatlon. Plavalo se bo?
plavalo, teklo in kolesarilo. Kje? V Krki? V Dolenjskih Toplicah. Matjaž, hvala lepa za obisk v studiu, čas naj preganja in naj seveda Rudolfovi tedni in vse, kar se dogaja, uspe. V samih Rudolfovih tednih pa bova lahko kakšno rekla tudi že v naslednji oddaji, torej v koncu meseca aprila. Dogovorjeno, hvala lepa. Tako, mi pa nadaljujemo z gostom. Tokratni je Bojan Vernik in odbojka. Če bi človek v spletni brskalnik vtipkal samo dva pogoja, moška in ženska odbojka v Novem mestu, bi na vrhu brez skrbi dobil ime zgolj enega človeka, Bojana Verniga, človeka, ki je predan odbojki od rojstva pa do sedajle. Bojan, ko ste praktično že tik pred upokojitvijo, vse kar se službe tiče, ne odbojka, ne? Ja, kar se odbojke tiče, kaže, da še ne. Saj zadnja 3 leta kar krepko delamo z zelo mlado ekipo, staro od 20 pa nazaj do 16 let oziroma od 16 do 20 let. Tekmujemo v drugi ligi, lepo igrajo, lepo napredujejo in je veselje videti mlade v dvorani, kako napredujejo in kako zavzeto igrajo. Bojan, kako se je pravzaprav začela vaša odbojkarska pot? Kje? Kaj vas je pripeljalo v Novo mesto? Ja, moja odbojkarska pot se je pravzaprav začela na Jesenicah, čeprav prihajam z Bleda. Ko sem prišel na prvo uro telesne vzgoje v železarskem izobraževalnem centru, je bil moj profesor telovadbe, profesor Viktor Krevsel. Danes je moj, bi rekel, odbojkarski prijatelj in takrat nas je postavil v vrsto in prve 3-4, ki smo bili največji, je rekel, vi 4 popoldne pod Mežakle v Kurjo vas na odbojko. In sem že prej v osnovni šoli malo igral, ampak nekaj posebnega in takrat on je pravzaprav mene toliko zmotiviral, da sem nekako vzljubil odbojko in kot vidiš, sem še danes zraven. No, v poznih 70 letih ste prišli v Novo mesto? Ja, ali pa v zgodnjih. Jaz sem prišel v Novo mesto v odbojkarski klub Pionir leta 1974. Je že skoraj 40 let nazaj, že nekaj se je obrnilo in od takrat naprej je bila novomeška moška odbojka vedno v prvi ligi ali pa višje. Prej je malo nihala, enkrat Trebnje, enkrat Novo mesto, prva, druga liga, potem smo naredili velik korak naprej, dosegli tudi pomembne, težko bi rekel, mednarodne uspehe, ampak uspehe na jugoslovanskem področju, saj smo enkrat na finalnem turnirju pokalnega tekmovanja bivše Jugoslavije premagali sloviti Vardar z Bogojevskim in Tasovskim na čelu in potem v drugi tekmi klonili proti Partizanu, pač smo bili vseeno dokaj amaterska ekipa, ampak smo prikazali kar dobro odbojko že takrat. No, ampak ko se človek obrne nazaj, tudi sam vem, da sem pogosto hodil na te odbojkarske tekme Pionirja, nekako dobi človek občutek, da se je vendarle v tistih časih igrala odbojka na bistveno višjem nivoju. Kvaliteta odbojke tudi v Novem mestu je bila bistveno višja glede na zahtevnost tekmovanja. Vendarle jugoslovanske lige, ne le prva, tudi druga in tudi nižje so bile izredno močne. Ja, lige so bile močne. Težko je delati primerjavo med odbojko takrat in danes. Predvsej pravil se je spremenilo. Imam pa občutek, da smo, če danes spremljam v današnjih dneh odbojko, da smo skoraj bili malo boljši kot pa danes. Res pa je, da je bil drugačen pristop do športa takrat. Danes je vsak pripuščen samemu sebi, določenim povezavam, če jih ima, in je zelo težko. Za vse športe ali pa nasploh za vse nepridobitne družbene dejavnosti. Ob samem razpadu, lahko rečemo, Jugoslavije se je takratna novomeška ekipa uvrstila tudi v prvo zvezno takratno ligo, ne? Ja, iz tega vidika je bila škoda, ampak pač tako je bilo. To je bilo leta 1991, se je novomeška ekipa uvrstila v prvo zvezdno ligo med 8 najboljših jugoslovanskih moštev. To je bila vrhunska ekipa takrat. Vendar pa potem je šla zgodovina, kot jo pozna večina, svojo pot in začeli smo tekmovati
slovenski ligi, je bila to nova državna liga z vsemi vzponi in padci tegobami, ki so nas spremljale na poti. No, ampak tudi vi ste obrnili nov list v knjigi vašega odbojkarskega življenja. Posvetili ste se ženski odbojki, odbojkarskemu klubu TPV, nekako obudili novomeško odbojko, prišli na zelo visok nivo, prišli tudi konec koncev, lahko rečemo, v Evropo. Ampak v ženskem športu nasploh je znano, da je kar precej vzponov in padcev, žal pa je vse skupaj povezano z denarjem. Ja, seveda, to je eden od pomembnih pogojev za delovanje ne samo odbojke, pač katerekoli dejavnosti. Mi smo bili združeni z moško in žensko odbojko in glede na to, da je bila moška odbojka na bistveno višjem nivoju, kot je bila ženska, seveda so tudi večino sredstva bila usmerjena v moško odbojko. In če smo hoteli nekaj narediti na ženski strani, na tej odbojkarski plati, je ostala edina pot, da gremo samostojno pot naprej. Prevzeli smo tveganje, odločili smo se, da gremo sami in pokazalo se je, da je bila odločitev prava. Imeli smo voljo, imeli smo znanje, nismo imeli denarja, smo rekli, imamo srce, igrali so dobro in v zadnjih 20 letih je sicer bilo kar nekaj vzponov in padcev, ampak so tudi doseženi res zelo dobri rezultati. Najboljši je pravzaprav bil leta 2006 z osvojitvijo naslova državnih prvakinj. Pa tudi drugače smo bili večkrat drugi, tretji v prvenstvu, v pokalu. Bilo je kar nekaj reprezentantk iz naših vrst. Nekaj igralk je igralo tudi uspešno v tujini, na profesionalnem nivoju, tako da, če potegnemo črto čez celotno to malo več kot 20-letno novejšo zgodovino, se je kar marsikaj zgodilo, dogajalo veliko. Sedaj ste me vlekel za jezik, sem čakal, ampak niste izrekel. Imate dve hčeri, obe ste okužili z odbojko, obe vrhunski igralki in ko ste že omenili reprezentanco in pa igranje v tujini, prav vašim hčerama je uspelo, predvsem Jani, zaigrati tako za reprezentanco, kot poskusiti, kako je izgleda služiti kruh izven slovenskih meja. Ja, seveda, zdaj, če bi čez celotno žensko zgodovino potegnil eno črto, bi rekel, da je bila prva vrhunska igralka Marjeta Pučko. Takrat je tudi ženska odbojka bila blizu prve lige, vendar so bile igralke študentke in se niso odločile, da grejo, da sprejmejo ta izziv prve lige. Zato je Marjeta odšla v zagrebško Mladost in dosegla zelo dobre rezultate, tudi medalje na sredozemskih igrah z jugoslovansko reprezentanco. V novejši zgodovini je pa pravzaprav Jana Vernik bila tista, ki je bila tudi ena boljših slovenskih igralk in je kar dobro igrala tudi v tujini. V tujini je vedno tako, če pride tujec, mora biti najmanj za en kakovostni razred boljši kot so domače igralke in to je potem tudi merilo, tako da ona bi lahko marsikatero zgodbo povedala o težavnosti treningov, tekem, obveznostih, s katerim se srečajo na taki odisejadi. No, tako Katja kot Jana pa še naprej tudi ostaja ta zvesta odbojki, tako kot zvesta odbojki ostaja naprej še tudi Bojan Vernik. Katja je trenerka, Jana ima svojo odbojkarsko šolo. Ja, v bistvu sta obe dve odbojki. Katja ima pod roko nad kadetsko ekipo, Jana pa ima najmlajše odbojkavice. Tudi ta odbojkarska šola je pravzaprav v okviru klubske dejavnosti, tako da smo praktično vsi trije vključeni. Jaz sem zadnje 3 leta spet postal trener. Takrat, kada je kriza, je treba pač najti najcenejšo varianto. Zdaj, očitno sem bil jaz najcenejša varianta. Upam, da mi vsaj še nekaj kakovosti ostalo, tako da lahko še vedno na mlajše prenašam lepoto odbojkarske igre.
Kakšna je po tem trenutku sicer situacija v novomeškem ženskem odbojkarskem klubu? Igrate v drugi ligi, praktično vam je skoraj da uspel preboj v prvo ligo. Igralke so zgolj domače? Ja, igralke so same domače, so zelo mlade igralke. Težava pri nas, kot tudi pri mnogih drugih kolektivih, je trenutna ekonomska, gospodarska situacija. Žal tudi naš generalni sponzor ni v najboljši kondiciji, zato se moramo pač znajti tako, kot se pač znajdemo. Kaže, da spet prihaja čas, ko se bo v Novem mestu ponovno pojavil ženski odbojkarski klub v Novem mestu. Ampak če bodo to kvalitetne igralke, kot ste dejali na začetku, denarja nimamo, imamo srce in imamo dekleta, torej bo ponovno srce v prvem planu. Časi so drugačni. Ni več tako, kot je bilo včasih. Srce je, ki deluje nekaj časa, vendar ko pridejo druge obveznosti, študijske obveznosti, je pa napor kar velik, namreč potrebno je priti iz Ljubljane na trening. Zdaj so hodile 2 leti igralke 3-krat na teden iz Ljubljane na trening, to je zelo veliko odpovedovanje in težko je zahtevati od mladih deklet, da ves prosti čas ob študiju namenijo samo športu. To je v veliki večini primerov prekruta zahteva, zaradi tega pač igralke, nažalost, takrat, ko pridobijo veliko znanja, ko bi lahko dali veliko od sebe, ko bi se lahko pokazali na višjem nivoju, se dostikrat odločijo, da prenehajo z aktivno športno kariero. No, ampak kar se tiče odbojke, letos lahko v Novem mestu pričakujemo 2 pomembna dogodka, kar se tiče popularizacije in pa, da bomo lahko videli 2 vrhunski predstavi ženske odbojke, ne? Ja, to je res. Odbojkarska zveza je prijavila žensko odbojkarsko reprezentanco v Evropsko ligo in novomeški klub je bil zaprošen, da organizira 2 tekmi Evropske lige v Novem mestu, tako da se načrtuje, da bo slovenska ženska odbojkarska reprezentanca odigrala 2 tekmi proti reprezentanci Turčije 11. in 12. julija. Jaz sem zadovoljen, da je prav Turčija tista reprezentanca, ki je namenjena proti Novemu mestu, zato ker je Turčija ena najboljših evropskih ekip. Tako da bodo gledalci, gledalke imele možnost videti na delu ene najboljših evropskih igralk, pa tudi vse najboljše slovenske igralke. Upamo, da bomo ta projekt uspeli finančno zaokrožiti in ga uspešno pripeljati do konca. Mi smo v preteklosti organizirali kar precej mednarodnih tekmovanj v okviru pokala CEV in Top Teams Challenge drugih tekmovanj. Vedno smo bili uspešni, jaz verjamem, da bomo tudi ta projekt, to kislo jabolko, spremenili v sladko in da bomo lahko ponudili Novemu mestu eno res vrhunsko prireditev. To bo najbrž eden največjih, če ne največji športni dogodek v Novem mestu v letošnjem letu. Torej, julij naj bo rezerviran za odbojko in vrhunsko odbojkarsko predstavo. Če se le da, vsi prijazno vabljeni. Še enkrat pozdravljeni v Fizioterapiji Korpus. Moje ime je Izidor Ivanovič in v tokratni oddaji vam bom skupaj z našo smučarko Vanjo Brodnik predstavil nekaj vaj za preventivo zvinov gležnjev. Seveda vemo, da bliža se sezona tekaštva, bliža se sezona večjih aktivnosti na zunaj in tudi posledično pride večkrat do kakšnih zvinov gležnjev ali pa tudi teh majhnih poškodb stopal in pa kolen. V teh vajah predvsem bi želel poudariti ta občutek za sklep v različnih
situacijah, ki se pojavijo, bodi si pri teku, bodi si pri opravljanju različnih opravil, pri večjih težavnostnih stopnjah v športu, ki jih želite doseči in tako naprej. Zato bom nekje te vaje razdelil v dva sklopa. Prvi sklop bo vaje za krepitev mišic okrog gležnja, drugi sklop bo pa vaje za izboljšanje koordinacije oziroma ravnoteže ali pač temu rečemo tudi strokovno propriocepcije, kar ste verjetno že slišali. Torej, prvi sklop vaj bo vaj za krepitev mišic okrog gležnja in sicer te vaje bomo tako začeli kar v stoječem položaju, kot je zdaj Vanja v njem, in sicer z pokrčenimi koleni. Delno pokrčenimi koleni pomeni tam nekje 20-30 stopinj, tako, roke predročimo, lahko gremo še malo nižje, fino, in si dvigujemo na nogah, tako, obeh prstov, tako, na obeh, fino. Ponovimo ta dvig nekje približno do 10-krat v eni seriji. Serije pa lahko dodate 3 ali več. To pomeni, da začnete 3-krat po 10, lahko 4-krat, 5-krat, pač koliko ste sposobni. Fino. Dobro. Druga vaja izgleda isto, podobno, samo so noge zdaj stegnjene, popolnoma. Torej v kolenih je nič stopinj, kar pomeni, da so kolena čisto popolnoma stegnjena. In se dvigujemo. Bodi se na obeh nogah, tako, fantastično, ali samo na prstih ene noge, ja, tako, fino. Naredimo še na levi nogi, super, nič hudega, tudi to se dogaja. Blazina je mehka, že ta blazina deluje malo ravnotežno, pa glede na to, da imamo profesionalno športnico pri nas, to ni problem. Drugi sklop teh vaj ista kot prej, samo da zdaj naredimo z delno pokrčenimi koleni, noga gre gor na koleno, torej nasprotna noga, v tem primeru levi gležnja na desno koleno in se dvigujemo na prste gor. Je bistveno bolj zahtevna vaja, ampak tisti, ki se veliko ukvarjate športom, veliko tečete, ste bolj aktivni, vam zelo priporočam. Gre za še večji poudarek na moči in pa koordinaciji kolena ter razvoju moči mečnih mišic. Super. Ob tem, ko Vanja dela, naj povem, da še dobro je delati vse tiste predhodne vaje, ki sem jih pokazal, oziroma predhodno vajo za stabilizacijo trupa, ki sem jo pokazal v prvi oddaji. Če se spomnite, in večkrat poudarjam skozi cel proces teh naših vaj, ki jih imamo zdaj v tem oddaji Novo mesto, športno mesto. Tako da vse vaje, ki jih delate, najprej začnite z vajami za stabilizacijo trupa, potem pa specifične vaje. Super, to so te vaje za moč, potem pa recimo že počasi si približujemo vajam za izboljšanje ravnotežja, je to recimo hoja po zunanjih robovih gležnja oziroma po zunanjih robovih stopala, tako, lahko še krajše korake, fino. Super je, če to delate na travi, na kakšni neravni površini, bodite previdni. Seveda enostavno je na ravnem pa na nemehki blazini, pa recimo tudi hoja navznoter, tako, super. Lahko dodate tudi elementa zadržka na eni nogi na zunanji strani gležnja, tako stopite samo na eno nogo, držite položaj približno par sekund, tako. Tudi vaja je malo bolj zahtevna, ampak tako za tiste, ki želite nekaj več, pa ki ste to sposobni, si lahko tudi to malo dovolite. Zelo dobra vaja za izboljšanje propriocepcije, torej za občutek ravnoteže, bo zelo funkcionalna vadba. Tako. In še vaja ravnotežja na bodisi ravnotežni blazini ali pa vaja, če imate doma kakšne brisače, kot je to zdaj v tem primeru, lahko dala midva samo ravnotežno blazino, če pa ravnotežne blazine ni, pa uporabite pač 2 brisači, 3, koliko je, potrebno. Evo, kar stopiš gor na blazino, fino. In držimo najprej stojo na eni nogi, z delno pokrčenim kolenom lahko, tudi lahko vključimo elemente tistih vaj, vse, kar smo počeli prej, torej za krepitev mišic, to je pač še ena nadgradnja, Vanja je tudi dodala, da bi pogledala malo gor, malo levo, malo desno, torej poskušamo odvrniti pogled od samega situacije, kaj se dogaja v nogi, vidimo, da je vaja bistveno še težja, da je potrebno še več koordinacije, še več stabilnosti, več truda vložiti, sploh pa če zapremo oči, recimo tudi kot dodatek. Naj poudarim tudi to pomembno lastnost pri te vaje je ta, da vse vaje, ki se delajo, vaje za ravnotežje, imajo učinek, če se jih drži od 20 do 30 sekund. Torej vse vaje, ki jih delate, naj bodo nekje v ravnotežni situaciji, in sicer taki, kateri niste vajeni, vsaj od 20 do 30 sekund, ker vse, kar je manj, vse, kar je več, nima več vpliva na izboljšanje koordinacije ravnotežja.
To pač pravijo znanstvene raziskave. V redu, to je ena vaja taka in pa ena vaja za popestritev, če delate v paru, recimo en stopi na blazino, se obrneš proti meni in se lahko enostavno malo še poigramo z različnimi takimi nepredvidljivimi elementi. Torej, podajanje žoge, najprej čist po ravni poti od spredaj, ali pa malo rokometa, če ste kaj trenirali rokomet, pač poskušate prevarati nasprotnika, kam boste vrgli žogo. Torej, s tem poudarjamo še več bistvenih elementov za, evo ga, fantastično, še več bistvenih takih nepredvidljivih situacij v samem ravnotežju. Evo, to je to za izboljšanje ravnotežja. Upam, da boste tekli vsi preventivno brez bolečin v tej sezoni, veliko uspeha, veliko teh rekreativnih užitkov. V primeru, da se pa pojavi kakšna poškodba, pa se lahko obrnete tudi na nas. Hvala lepa. No in že smo pri nagradni igri. Tokratno nagradno vprašanje pa se glasi: poimenujte sklop dogodkov, športnih dogodkov, ki potekajo v mesecu aprilu in maju v Novem mestu. Gre za sklop dogodkov organizaciji Novomeške agencije za šport, ki potekajo torej v maju in aprilu. Vaše odgovore pa pošljite na naš naslov ali preko dopisnic na televizija Novo mesto, Podbevškova 12 8000 Novo mesto, ali preko elektronske pošte vaskanal@tv-nm.si. Toliko smo vam pripravili za nocoj, imejte se lepo in srečno.